Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o afirmacijah. V glavnem, da vam razložim, kako pomembno je, saj vsi vemo, pomembno je pozitivno razmišljanje. Ampak pride problem in pademo v negativen cikel. In dobesedno, če želimo, da naše življenje začne delovati nam v prid, je pomembno, da dejansko kontroliramo naše čustvovanje, naše misli in ja, vem. In je težko, ker dejstvo je, da ne moramo razmišljati oziroma kontrolirati vsake misli, ker pomislim, nekaj pogledamo, asociacija gre na nekaj drugega, ta neka druga zadeva gre asociacija še na nekaj drugega in na koncu nastane cikel negative. No in zdaj, kako grejo te zadeve? Misel, ena povezava. Se pravi, jaz razmišljam o neki težavi in nastane ena povezava. In potem razmišljam spet o tej težavi in o tej težavi in tej težavi. In nastane avtocesta. In kako veste, da imate določeno težavo, ampak res težavo, zaradi tega, ker recimo se zjutraj zbudite in prva misel gre na težavo. In pomeni, zjutraj se zbudite, vaš tok misli gre v to smer. In je na avtocesti, ki vas vodi tja, kjer ste danes. Se pravi, kako zdaj tole avtocesto spremeniti v nekaj drugega oziroma svoje misli popeljati po novi cesti, ki nas bo pripeljala drugam. No ja, to je pa zdaj umetnost. In seveda, če začnemo recimo tako, kot sem jaz leta nazaj, z afirmacijami Louise Hay, želela sem shujšati, imela sem preveliko težo in vsakič, ko sem se pogledala v ogledalo, sem rekla, suha sem. In glas mi je rekel, da no, komu lažeš? Da poglej se v špegel, priznaj si, pač nisi si všeč. In tukaj je bilo v bistvu, jaz sem si ponavljala, suha sem in tako naprej. In zame je bil v bistvu en tak preboj, ko sem prišla do knjige Skrivnosti milijonarjevega uma. In avtor te knjige govori o tem, da v bistvu, ko mi govorimo neko afirmacijo, recimo suha sem ali pa bogata sem, pa vem, da nimam, ne vem, za burek, v tem primeru bo vedno zmagala ta naša zavest, ki nam bo rekla, pa daj no, daj poglej v denarnico, ta ki ti govori, nimaš. In itak smo že tokrat pomislili na to težavo, da imamo dejansko že celo avtocesto. No in on notri piše v tej knjigi Skrivnosti milijonarjevega uma, da daš roko na srce in rečeš, občudujem bogate ljudi in tudi sama postajam bogata. In vsakič, ko vidiš nekaj, kar te spominja, asociacija gre na bogastvo, daš roko na srce in rečeš, občudujem bogate ljudi in tudi sama postajam bogata. Ne vem, vidiš dober avto, vidiš, ne vem, nekaj, kar ti je všeč. In zdaj, če pogledamo ključne take področja, eno je samopodoba, kako smo videti, sploh mi dame, in ko vidiš recimo eno žensko, ki dobro zgleda, ne da rečeš, zavist, tista ženska zavist, ampak rečeš, občudujem vitke dame in tudi sama postajam taka, ali pa mladostna, ali pa z energijo. Druga stvar, ko vidimo nekoga, ki ima mogoče tak avto ali pa tak stil življenja, ki bi ga mi želeli, občudujem in rečete to, kar bi vi želeli in tudi sama postajam taka. In nenazadnje to lahko rečemo tudi pri sreči, recimo vidimo par, ki izžareva nekaj, rečete, občudujem srečne ljudi in tudi sama postajam taka. Se pravi, to pomeni, da ker je ta deklaracija je dejansko tako močna, da ni rečeš, jaz sem srečna, pa si zdajle se počutiš, a rečem tako, ker mislim, ker piece of shit, se pravi, ker kup dreka na kupu, pač Ampak občudujem srečne ljudi in tudi sama postajam zmerom bolj srečna. Ali pa občudujem pare, ki so srečni in tudi sama privabljam v svoje življenje tak odnos. In imam čas, da počakam, no to je pa zdaj naslednja stvar. Ker zaupati procesu življenja pa pomeni, da
moramo, ko mi začnemo sejati ta nova semena, se pravi, ko začnemo spreminjati to našo avtocesto in ta naša avtocesta nam je itak pokazala, česa nimamo, in ko začnemo sejati te nove misli in delati novo avtocesto, moramo počakati, da pač se to zgodi, da nastane prostor, da to pride v naše življenje. In pri tem seveda pomagajo karte prehodu v novo dobo. Jaz vam povem, da prav hvaležna sem bila, da sem bila na en način jaz posrednik, da so se te karte rodile v ta svet, zato ker so se naložile v 1,5 uri, dobesedno so se naložile same med vožnjo in jaz sem samo snemala ta sporočila. No in zdaj, če gremo na ta sporočila, prehod v novo dobo. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? Slovo. Ni, da boste umrli, ampak nekaj je, kar ne sodi več v vaše življenje. In mogoče pomislite, prekomerna teža, tega bi se rada znebila. Ali pa pomanjkanje v denarnici, bi se rada znebila. Ali pa neljubečega odnosa, želim si lep odnos. Prvo moramo ozavestiti, kaj je tisto, kar ne sodi več v moje življenje. In druga stvar, kaj me uči. Kaj me uči? Ali odnos sama s sabo, ali odnos z denarjem, ali odnos v partnerskem odnosu, ali zdravje nenazadnje. Kaj me ta lekcija uči? In ko mi enkrat sprejmemo to, to ne sodi več v moje življenje, bolezen. Kaj me uči? Kaj me uči? Mogoče je čas, da začnem sama sebe imeti rada. Mogoče je čas, da sama sebe postavim na prvo mesto in da postanem tako, kot recimo moja prijateljica Mima, ki je zbolela za rakom, in ona pravi, postala sem mali egoist. Začela je stvari delati za svojo srečo, ker prej je skrbela, da so bili vsi srečni in se pritoževala, mož na kavču, otroci so naredili, kakor so naredili, in ona neprestano je nergala v glavi. No in prav pritoževanje je pa tisto, kjer smo pa ženske briljantne. Za vse sem sama, noben pri tej hiši nič ne naredi in blablabla. In ta avtocesta nastane tako dobra avtocesta, kaj pa pomeni to? Ta avtocesta pomeni, vsakič ponoviš, za vse sem sama. In življenje ti pokaže, za vse si sama, za vse sem sama in potem si jezna in tako naprej. Kako se pa zdaj tega znebiti? Znebiti nerganja, pritoževanja, se pravi, usmeriti je treba v drugo smer. Ena stvar, kar sem jaz delala v mojem življenju, bilo to, da sem napisala vsa opravila, ki so pri hiši, in smo si jih razdelili. Pač oglasno desko smo naredili dobesedno doma, naredili dela, zakaj je kakšen odgovoren, in tudi tega smo se držali. Ker glejte, uspešni ljudje znajo razdeliti naloge. To najdete v knjigi 7 navad zelo uspešnih ljudi. Leta nazaj sem jo brala, 30 let nazaj po moje. Ampak ta knjiga govori o tem, da če si uspešen, pomeni, da znaš razdeliti naloge. Ne pa, da se pritožuješ, ne vem, kosiš travo, pa za vse sem sama, za vse sem sama. Pač, če imaš nekoga doma, da lahko pokosi travo, razdelite dela in boste videli, koliko bo lažje živeti. Se pravi. No, zdaj pa gremo na naslednjo. Jasnost. No, pa smo pri jasnosti. Jaz vem, poznam resnico, jaz sem resnica. Ampak jasnost je povezana tudi s tem, da razdelim jasno naloge. Da jasno povem, mogoče ne zmorem, mogoče ste v službi preobremenjeni, ponavljate neprestano. Vse meni nalagajo, sem jaz zmeram. Čakaj, dajte jasno povedati, ne zmorem. A vam povem, kaj sem naredila? Kaj sem naredila? V glavnem, tam, kjer živim, je meteorna voda in je razdrla dovoz. In seveda bi se lahko pritoževala, ker pač tisti pesek je težek in jaz to sama ne zmorem. In sosedi to gledamo in pač voda ni moja. In kaj sem naredila? Napisala sem prijazno pismo, pa fotografirala na urad župana občine Sežane in sem napisala, da bi bila vesela, če se meteorna voda uredi.
nimam pojma, se bo uredila ali ne, ampak pritoževati se, pa kidati nekaj, kar na koncu koncev ni tvoje, ali pa nekoga prosiš, ker se pravi tukaj večji problem, nekdo more to rešiti in absolutno nisem jaz taka, bom reševala, in na ta način se bo mogoče kaj rešili, nimam pojma. Lahko rečem, a se nič ne pomaga. Ne vem, če ne rečeš, kako bo kaj pomagali. Recimo v Škofji Loki vam povem, župan, kapo dol. A veste, kaj je bilo? Tam, ker sem živela v Hosti, vedno smo se vsi vaščani pritoževali, da so odlagali vsi smeti. Tisti, ki ste iz Škofje Loke, veste, v Hosti tam pri Sori. In je bilo enkrat eno nedeljo, jaz grem na kolo in dejansko 2 avtomobila, nekdo odpre prtljažnik in vzame ta črno kanto za smeti s plastiko in jo strese gladko malo tam. In jaz stojim in ta druga gospa pa iz prtljažnika vzame ogledalo in ga prisloni tam pri smeteh. In jaz stojim in sem rekla, čakajte, je vam to v redu? Odlagališče imamo v Dragi, pa ne v nedeljo popoldne ob 5. Pa rečeta oba dva tako, se vsi to delajo. Sem rekla, vem, mi pa gledamo to in se pritožujemo. In lepo poslikam in pošljem županu. In napišem, glejte, cela Loka odlaga smeti tukaj, vesela bi bila, da to uredite. In sem dobila prijazno sporočilo, da se o tem pogovarjajo in vam povem, da so stvari urejene in da tam ni več smeti. In to že dolg časa. Jaz sem zdaj že pol leta v Sežani, tam ni več smeti že dolg. V glavnem, glejte, če ste tih in v sebi noter nergate, kaj boste dosegli? In se pritožujete sosedom, prijateljem, a veste, kaj boste dosegli? Dajte jasno povedati, kaj vas moti, mogoče človeku, ki je nadrejeni, ki ima vpliv na to, in v vaši družini, ste pa ne nazadnje vi ta glavni. Halo, povejte, kaj bi radi. Zdaj sem sama. Ja, in kaj pa naredite vi ženske, ko ste za vse same? Bolj kot nergate, bolj ubijate moški hormon testosteron, vaš mož še tisto, kar bi naredil, ne naredi, zato ker z vašim nerganjem ga pribijete na kavč in mu uničite vaš testosteron, postajate spolno nezanimive za njega, zato ker ste tista, ki nerga, in na koncu imate težave v zakonu. Glejte, Einstein je rekel, delati eno in isto in pričakovati drugačne rezultate. Ne Einstein, to je definicija norosti, sam mislim, da je Einstein rekel. To pomeni, da nekaj bo treba drugače. No, in to avtocesto je treba spremeniti. Verjemite mi, če že vaša mama nergala, imate vi že avtocesto vgrajeno v možgane, to je že hard disk. Tako kot na računalniku, programska oprema. Ampak vemo, da na računalniku se programsko opremo da tudi zamenjati, se da marsikaj spremeniti. In zdaj s čim? Ena je, da dekodirate, se pravi, pri računalniku vemo, da pobrišemo program in naložimo novega. Lahko tudi naložite antivirusni program, no, na naši psihi pa pri zavedanju je pa antivirusni program zdravilna molitev dekodiranja. In ta tretja je prišla spet, ne bo vzeti mojstri, podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen, se pravi moč vijoličnega žarka očiščenja in verjemite mi, ta moč je pa tako neverjetna, ko začnete klicati vijolični žarek očiščenja, kje to najdete v knjigi, ko imajo duše žur. Tam boste najdali ogromno o tem napisanega, ker verjamemo to, da v nebovzeta bitja nam pomagajo, samo prostih moramo. In je spet to, ja, tudi stvarstvo mora vedeti, kaj potrebujemo. No in da vidimo še eno sporočilo. Čas je, da se vdahnete. Čas je, da, ker boste razdelili naloge, pomeni, da boste imeli več časa in potem se lahko vdahnete. No, to je to. Glejte, današnje sporočilo preprosto. Pač jasno povejte, kar bi radi, tistemu, ki ima moč, da to spremeni, če ste pa vi ta glavni v vaši družini, ja pa v družini razdelite naloge. In boste videli, veliko lažje bo, potem pa počistite te avtoceste negativne energije in začnite pozitivno razmišljati. In zdaj, če pogledamo katerokoli karto iz pozitivnega, prehodu na novo dobo, čeprav ta trenutek še ne vidim, se na obzorju že kaže nov dan.
in si ponavljate pozitivno trditev, to je karta prehodu na novo dobo 23. Zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Podpirajo me vsa bitja svetlobe. In če si zdaj vi ponavljate, podpirajo me vsa bitja svetlobe in si ponavljate to in ponavljate, verjemite mi, da že jutri zjutraj se boste zbudili z drugo energijo, ker vas podpirajo vsa bitja svetlobe. Tako grejo zadeve. Ne vas podpirajo vsa bitja svetlobe in dovolite, da vas podprejo vsa bitja svetlobe. Sigurno s tem, če nergate pa jamrate, ne podpirajo, vas ne morejo pri tem podpirati. Zato povejte, kaj bi radi, tudi stvarstvo, in dovolite, da to pride v vaše življenje. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, imejte sebe radi.